Ja, Bog ne, kaj ne vidiš, da perem cote? Kako način pa to, da drgnete po deski gor in dol? Deklič, to je rifl mašina. Rifl mašina? Zelo čudno, ampak zanimivo. Vendar še vedno ne razumem, kako lahko samo z drgninem očistite vse trdovratne madeže. Ja, pa se jih nje. Najprej moramo cote za čez noč namočiti v buku pepel, potem jih pa naslednji dan operemo v kakšnem grabni ali pa štepihi. Ja, mama pa tudi žajfa, ko jo naredimo s prekuhavajem kosti od žvali, pa lužim kamenje zram, potem pa nastane taka trda masa, pa lepo razrežemo, pa dobimo tako žajfa. Drugač pa bele cote prekuhavamo tudi na špor happy. To je pa naporno. Ja, veš, da je, sam, to še ni vse. Potem moramo cote še lepo tako raztegnati, da se bolj malo zmučkajo, ko bolj malo peglamo, ne? Pa če že pa uporabljamo take železne peglezne, no damo pa žerjavce. Glej, imam neki slik, ti jih lahko pokazam. In kaj delate tukaj? Ja, tle je pa prikazan, kako v jesen strižemo ovce. Najprej jih postrižemo, potem pa počakamo, da se volna posuši, pa strgačimo jo, pa razčešavamo. Potem pa v jesenih zimskih večerjih predemo na kolovec volneni niti, ne? Potem pa delamo razne zokne, rokavice, pa kolovere. Kaj pa druga oblačila, se vendar ne nosite samo volnenih oblačil in nogavice? Ja, veš, da ne. Imamo tudi druge. Sam to kupma kar blago, pa nam pa žnidarce zašijajo obleke, ko bolj imajo žnidarce že vsaki ves, ne? Pa po drugi svetovni vojni smo delali obleke iz vojaških padal. Po tem, kar ste mi podvedali, predvidevam, da tudi čevlje izdelujete doma. Tudi, ja, kupma leder, ne? Pa nam pa šušteri zašijajo šuhe, take, ko imajo cvjake na podplat, zato da se manj uporabljajo. Pa čeprav imate žablje na podplatih, se čevlji vseeno obrabijo, kaj ne? Ja, veš, da se. Sam bolj počasne, le jih lahko imamo. Kaj pa nosite med vikendom? Vikendom, ko je pa to? Sobota in nedelja? Ja, to so pa prav posebni šuh. Na njih pa še posebej pazimo. Narejen so z govreje kože, ko se ji reče boks. To so taki lepi šuhi. Jo, poznje še, jaz pa imam tak velik dela. Planičke brala primorcem student, pa Jezus Marija, Bog moj, kam smo prešli, da se še dala? Ja, Bog ne, ja, ni cajta, odpet pa rab klinice. Ja, čigav dekles potem. Ne mislite, jaz pa vedela, in kot vi tako lepo oblečeni? Jaz sem pa greh od meše prešla, smo gledali ovce, pa sem si kar tak mešni to da brajk, da tudi zmijem, da sem mešni. Ne razumem, koliko vrst oblačil pa potem imate? Ja, imamo vsak dan je, tu so kikla, ali pa obleka, pa srajca, pa fjertov, pa rota, ko jo zavežemo naprej, ali pa nazaj. Toliko imam pa jezere oblečen, to so pa tak mašne cote, to so pa lepša, pa boljša kikla, srajca, pa svilena rota, pa taškica. Ja, potem imate pa veliko oblačil. Kej pa? Baba imamo dvoje kikl, dvoje srajc, pa eno tak mašne cote. Tejdi pa glih tako, sam da imajo dvoje hlač, dvoje srajc, pa eno tak mašne cote. Gač pa to še ni tak problem. Večji problem je z gatom, časem da prese, kar hodem. Kaj, samo ta oblačila imate? Kaj pa? Vetiče, nogavice? Baba imamo tudi strong bankline, to so tak zokni, prej kolena, ko je včas gumica gor držala, zdaj jih pa kar za pas pretnjemo. Dejdi imajo pa tudi klobuke, baroke, pa hlače iz škofa, to so pa take posebej debele hlače. Kač pa okno nimamo, si pa noge kar zavijemo z raztrganim plahtom, šufece po domači rečem. In kako ste se imeli na poroki? Fajn, te bi mogla videti, kako sta zdaj ženi pa nevesta lepa. Nevesta je imela črn kostim, pa bela bluza, čipka, štumfe, sandale, pa pajčelon lase. Ženin je imel pa črn gvant, pa bela srajca, pa
Lepši, najbolj ne bi pa obljubiti. Pa je bilo, tako ko sta ženi pa nevesta povadila, to ta parva otroka dobila. Kako lepo, najverjetnejše razmišljate, kakšno oblekico me boste kupili, ko se bo rodil. Jaz tako rada nakupujem oblekice za dojenčke. Se pa meneš, mi sploh nemamo cud. Mi ga zavejemo v raztargu na plat, tako da mu beča ven glada. Planice, ti najboljši imate, kaj ne? Glej, tako ga zavejemo v raztargu na plata. Na tijeri, ko grem k dohteri, tijeri mu dam taka lepa, bela plenička, goj. Sam veš, kaj ti povedla, tiste pa preklet, draga poredka. Pa, starejši otroci imajo kaj boljše oblačila? Ja, vsak ima ena cota. Časno to zaknešno, pa tudi po dva ista. Kaj pa? Punčke imajo kiklice, pa tudi fanti imajo kiklice, dokler ne gre v šola. Potem gre po šola, imajo pa hlače, jopce, pa, koliko se ti reče, štrumpan, hozentregarje. Kako oblečete otroka za kakšno posebno priložnost, kot je birma? Ja, tirja nam žnejdeca se šije, ali si sposobna, ali pa starejših bratov pa sester dobima. To, ker se da lepo, ne? Kaj pa za kakšen nastop? Ja, glej tako, kolikor se da lepo, veš bi nekaj drago, spet. Kaj pa za športno vzgojo? Športno tukaj ne zastopim. To misliš. Se je rekel, tovariš. Veš, Mimika, pa bi mu lahko uprejene hlače posebej za telovadbo. Pa sem rekla, veš te, kaj vam povem, kaj vam podmarno še to posebej kupevati. Pa se tudi tu poznajo razlik med premožnim in tistim, ki imajo pač manj denarja. Tudi. Ta bogat hodijo v takih lepih oblekcah. Ta revom pa čist poštepan pa poflekan. Pa so tudi ti bogatejši podedovali obleke od svojih starejših bratov in sester. Tudi. Veste, spomnila sem se starega pregovora, ki pravi, da obleka naredi človeka, vendar samo lepa obleka ni nujno del tudi takšne notranjosti. Verjetno se strinjate z mano. To imaš pa čist prev, sam veš, kam zelo tako mlad dekle, pa tako pametno razmišlja. Joj, pozno je že, doma me gotovo že čakajo. Nasvidenje, gospa, in hvala. No, adijo, no.